Študijski proces na Fakulteti za družbene vede bomo izvajali tako, da se bomo prilagajali epidemiološki situaciji. Torej, če bomo imeli to srečo in bomo prišli v čas, ko ne bo nobenih omejitev, ker država ne bo izvajala nobenih ukrepov, bomo seveda pedagoški proces izvajali običajno na fakulteti. Če bo slučajno ponovno razglašena epidemija s strogimi varnostnimi ukrepi, torej fakulteta bo zaprta, takrat bomo pedagoški proces izvajali izključno na daljavo. Trenutno smo pa v situaciji, ko imamo določene omejitve, recimo 1,5 metra razdalje, maske moramo uporabljati in to je pa način, ko lahko pedagoški proces izvajamo kombinirano na fakulteti in hkrati na daljavo. In sicer tako, da je del študentov na fakulteti prisoten v predavalnicah, del pa spremlja dogajanje na daljavo. To mi imenujemo hibridni način izvajanja pedagoškega procesa. Torej, z novim študijskim letom, s 1. oktobrom oziroma potem s 5. oktobrom pričenjamo s tem modelom C, s hibridnim načinom in v druge modele bomo prišli ob morebitni spremembi epidemiološke situacije in upoštevajoč smernice seveda našega ministrstva in pa Univerze v Ljubljani. Če malce več povem o tem hibridnem načinu, tukaj pedagoško delo ves čas poteka v predavalnicah, del študentov je prisoten v predavalnicah, del študentov spremlja preko videokonference. V ta namen boste študenti razdeljeni v manjše skupine, ki se tedensko menjavajo pri prisotnosti na fakulteti. Torej, večina programov bo razdeljenih v 4 skupine, torej študenti prvega letnika boste praviloma razdeljeni v 4 skupine, v vsaki skupini bo določeno, kateri teden mora biti fizično prisotna na fakulteti in takrat je prisotna pri vseh svojih predmetih, ostali pa na daljavo. In skupine, kot rečeno, se bodo menjale tedensko. Žal v tem trenutku še nimamo narejenega seznama po skupinah, ker se je vpis zaključil šele včeraj. Pospešeno delamo na tem, naša študijska služba to pripravlja in v 2-3 dneh boste dobili ta razpored. Tako da bodite pozorni, spremljajte informacije preko spletnega referata, tudi čez vikend tokrat in tako da ne boste spregledali obvestila o razporeditvi v skupine. Ta razporeditev v skupine zagotavlja, da se v predavalnicah lahko držimo varnostnega ukrepa 1,5 metra razdalje med osebami. Namreč naše predavalnice na žalost niso zadosti velike, da bi ob 1,5 metra razdalje sprejeli vse študente, zato vas moramo deliti v te skupine. In skupina bo približno tam okoli 10 oseb. Potem pa pri predmetih, kjer se združujejo študenti iz različnih programov, seveda bo potem več študentov pri posameznem predmetu, vendar še vedno samo toliko, kolikor lahko jih gre v neko predavalnico z 1,5 metra razdalje. Predavalnice imamo ustrezno opremljene za videokonference. Sploh se pri tem načinu izvajanja zelo zanašamo na informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki nam je zelo v podporo v pedagoškem procesu. Torej za videokonferenčna srečanja bomo uporabljali aplikacijo Zoom, sicer pa za obveščanje študentov, za komunikacijo z vami, za gradiva, za obvestila o nalogah in podobno, zato pa na fakulteti uporabljamo in spletni referat Moj FDV in pa spletne učilnice, o čemer boste več slišali v predstavitvah v predavalnici. Mogoče še to, govorilne ure naših profesorjev in profesoric ne bodo potekale v prostorih fakultete, pač pa po telefonu ali preko videokonference, seveda izjemoma, če je zelo potrebno tudi v prostorih fakultete. Takšen način omogoča varno izvedbo pedagoškega procesa in zmanjševanje možnosti za okužbe. Namreč na tak način ohranjamo, kot rečeno, 1,5 metra razdalje med posameznimi sedeži. V predavalnicah boste videli, oziroma ste že videli, da so sedeži označeni, usedete se na enega od označenih prostih mest. Pedagoško delo bo potekalo po urniku, ampak v blokih po 90 minut, torej vedno začnemo uro z akademskih četrt, ob 8:15, 10:15, 12:15, torej v blokih po 90 minut s polurnimi odmori, tako da imamo čas za prezračiti predavalnice.
V predavalnicah bodo na voljo tudi razkužila za roke in papirnate brisačke, tako da si uporabniki, tako mi profesorji, kot tudi vi študenti, lahko očistite in razkužite svoje delovno mesto. Pri zares velikih predavalnicah bomo poskrbeli, da bodo to naredile čistilke, ampak v vseh ostalih predavalnicah bomo pa sami v sodelovanju profesorjev in študentov sami poskrbeli za očiščenje svojega mesta. Zelo pomembno je, da vsi dosledno upoštevamo smernice NIJZ-ja glede higiene rok. Mi imamo na fakulteti povsod postavljena razkužila, pomembno je, da si razkužite roke ob prihodu na fakulteto, ob prihodu v predavalnice in seveda, da dokler velja tak odlok, vsi nosimo maske. Še enkrat bi poudarila, na fakulteto prihajate zgolj v tednu, v katerem je predvidena vaša prisotnost, o čemer boste obveščeni preko študentskega informacijskega sistema. V tednih, ko vaša prisotnost ni predvidena, ne prihajajte, ne obiskujte fakultete, vstop v resnici ne bo mogoč, ni možno menjavati skupin, ker to se popolnoma potem sesuje sistem. Urnik se bo izvajal po običajnem razporedu in ko niste določeni za prisotnost na fakulteti, predavanja, seminarje, vaje spremljate preko platforme Zoom. Seveda prihajate na fakulteto samo popolnoma zdravi, brez kakršnihkoli znakov prehladnih obolenj, kakšnih drugih simptomov. Če te imate, seveda normalno se posvetujete s svojim zdravnikom in če se izkaže v najslabšem primeru, da bo načrtovana daljša odsotnost, to tudi sporočite študijski službi. Še to mogoče, vstop na fakulteto bo mogoč le preko glavnega vhoda in sicer 5 minut pred začetkom predavanj, seminarjev, vaj. Pred vstopom si je seveda treba nadeti obrazno zaščitno masko. Vstopajte posamezno v razmaku 1,5 metra. Zdržujte to razdaljo tudi na dvorišču. Seveda si razkužite roko in nato pač pot nadaljujte do predavalnice, kjer imate svoje predavanja, seminarje, vaje, kjer se bo to izvedlo po urniku. Torej, čim manj časa se zadržujte v prostorih fakultete. Torej, v času odmora zapustite fakulteto, če se le da. Seveda, če je dež, če bo zelo mraz, se bomo temu prilagodili, ampak dokler se da, zaradi lastne varnosti in zaradi spoštovanja varnosti vseh ostalih, zapustite fakulteto med odmori. Toliko o tem. Veseli me, da ste v živo, čeprav sem jaz na daljavo, in pri nekaterih predmetih boste srečali tudi mene in se bomo videli vsaj enkrat mesečno v živo, sicer pa želim vsem, da ostanete zdravi in da lahko uspešno opravite vse obveznosti tega študijskega leta kljub izjemnim okoliščinam, ki nas čakajo. Hvala lepa.